Nehaj me ignorirati. A se ti hecaš, no? Pa zakaj me ignoriraš? Vlad! Oh my god! Vlad! Vlad, no! Halo, Vlad! Vlad! Vlad, nehaj me ignorirati. Vlad! Vlad! Vlad, no! Vlad! 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 Halo, Vlad! Dobro, ne vidiš, da berem. Kaj pa to bereš? A si slepa? To je bil otok in ni bil samo otok. Vsakogar, ki je stopil nanj, se je prej ali slej polastil s svojimi skrivnostnimi zvoki, omamnim vonjem po zeliščih in nenavadnimi pticami. Črne, srebrne in bele so se spreletavale med krošnjami, se spuščale proti zemlji, proti morju in se spet dvigale nazaj v nebo. In kdor je pozorno opazoval otok s palube, ko se je z ladjo vračal proti celini, bi lahko potrdil, da je videti kot velikanski plazilec, okamnela želva, ki počiva v modrini morske gladine in se z večanjem razdalje počasi staplja z njo. Vedno sem rada razmišljala o tem, kaj se skriva za na videz normalnim, običajnim svetom. Zato je Modri otok pustolovski, pa tudi fantazijski roman. Vanj sem vključila vse, kar me je zanimalo že v mladosti, pa mi je privlačno, vznemirljivo tudi še danes. Oddaljeni otok, skrivnosti, izrečene in neizrečene ljubezni, dvomi, strahovi, pa tudi bolečine. Adrian, Lena in Ernest so na raziskovalnem počitniškem taboru. Zapletejo se v skrivnostno dogajanje, ki jih vabi v nek drug svet, v kraljestvo neskončne zarje. O njem jim pripoveduje svetilničar Stibor in dekle z otoka, Marisa. Ernest se je ozrl v nebo. Kaj se dogaja? Večerna zarja, je rekla Lena. Osuplo so opazovali mešanje žarečih odtenkov, ki je zajemalo čedalje večji kos neba. To ni večerna zarja, se je vznemirjeno oglasil Adrian. Ste že kdaj videli kaj podobnega? Modri otok je prostor odločitve. Junaki morajo zavzeti stališče. Kaj je prav, kaj je res, komu je treba pomagati, koga je treba ustaviti. To ni vedno preprosto, ampak če želimo slediti svojim vrednotam, se moramo odločiti in delovati. V takšnih situacijah zorimo. Luna je bila že visoko na nebu. Preveč je bilo vsega, da bi lahko govorili. Tudi ko so se razšli na parkirišču, niso bili zgovorni. Samo objeli so se, vsi skupaj kot zarotniki, in si obljubili, da se kmalu spet srečajo. Vsak posebej je čutil, da se je zgodilo nekaj zelo pomembnega, kar morajo najprej šele dobro dojeti in kar jih bo spremljalo vse življenje. Katero knjigo bi... Čak sem mal. Arjani? Arjani, sto ti?